stroka. Na tem delu se bomo nekoliko globlje dotaknili nekaterih drugih segmentov povezanih z osamosvojitvijo Slovenije, ampak nadaljevali bomo v istem tonu kot prejšnji. Kot vidite, cel dogodek ima v naslovu besedo refleksija. Če pogledate v slovenskega jezika, kaj vse pomeni, dobite dva pomena, ki se popolnoma pokrivata s tem, kar mi danes počnemo. Prvi je neko premišljanje, drugi močnejši del, ki je prišel do izraza, je pa odboj. Odboj do česa? Odbojnost do načina, kako se preprosto v vsakdanjem političnem in novinarskem jeziku prikazuje ta dogodek, ki ga ocenjujemo kot osamosvojitev. To dejansko pomeni, da mi nismo danes tukaj zato, da bi obredno slavili nekaj, ampak da bi poskušali kot zreli ljudje in zreli premišljevalci dejansko, kar se da objektivno ocenjevati, kaj je to vse pomenilo. A je to bil proces, a je to bil dogodek, če je bil dogodek, kaj so značilnosti, če je bil proces, iz česa je ta proces zrastel, kako je nadaljeval po prihodnji poti na podlagi tega procesa in kam ta proces lahko v neki perspektivi tudi pelje. Ko sem poslušal razpravo iz prvega panela, pa tisto vprašanje o lovstvu, sem se spomnil enega stavka iz Stare zaveze. Nisem vernik, nisem katolik, ampak ti stavek mi je ostal v večnem spominu, ker nisem najdel lepšega stavka, ki propagira ekološko zavest in položaj človeka. Ti stavek pravi nekako tako, Bog pravi ljudem, vi ste vsi kostači na moji zemlji. Za tem stavkom se kriva kaj? Ne samo odnos do živali, ne samo odnos do gozdov, do voda, ampak preprosto odnos do sveta, ki ga delimo ne samo s ljudmi, ampak tudi z drugimi. Ne nazadnje, za današnje stanje v Sloveniji, to je tudi odnos do lastnine. Lastnina je, kot bomo videli v nadaljevanju, ena od zadev, ki je tesno povezana s procesi, ki so se začeli že pred osamosvojitvijo, po osamosvojitvi pa zelo okrepili do razmer, kjer se redko kdo dobro počuti. Uvodne razprave bosta imela dva zgodovinarja, profesor dr. Božo Repe z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete in dr. Renčič, vaš someščan, drugače prekaljen, preučevalec zlasti gospodarske zgodovine, zlasti zgodovine industrializacije Slovenije. Jaz sam sem po izobrazbi ekonomist in zgodovinar in sem pravzaprav po svoje osamelec tukaj, ker nisem ne iz akademske sfere, ne iz muzejske sfere, ampak sem pa vedno med njimi sprejeti, se lahko samo to povem, da mi ekonomija postala smiselna kot šele, ko so obremenili v zgodovino. To je omogočilo en prehod razumevanja dogodkov v družbi, kajti konec koncev, ko se poslovna pa humanistična pamet združita, lahko samo pomagata k boljšem razumevanju vsega, kar se v družbi dogaja, in ne samo k boljšem razumevanju, ampak tudi k bolj objektivnem in mirnem prenašanju izkušenj in razlaganju zlasti ljudem, ki so podvrženi vsakodnevnim problemom, dijakom in nenazadnje tudi študentom. Čeprav imamo občutek, da se je z osamosvojitvijo tudi pripravljenost učenja, sprejemanja in širokega razmišljanja nekako zmanjševala v primerjavi s tistim, kar smo, upam se povedati, zlasti mi starejši, ki smo 80 leta doživeli, videli pa neki povsem drugi luči, v kateri je tudi intelektualna svoboda bila nekaj bistveno drugačnega in bolj bogatega, kot je intelektualna svoboda, kot se nekaj danes poskuša prodati. No, najprej bi prosil dr. Repeta, ki je verjetno vodilni preučevalec zlasti osamosvojitvenih procesov in razvoja Slovenije po osamosvojitvi, da nam predstavi svoje poglede in povedal sem mu, da bi rad sicer pisno, da bi rad v teh pogledih slišal tudi njegovo oceno, kako drugi jugoslovanski prostori oziroma zgodovina
novinarji drugih jugoslovanskih prostorov presojajo lastno pot, kajti tudi oni so se osamosvojili, čeprav o osamosvojitvah vsi ne govorijo, kako so se lotevali istih zgodovinskih korenin, kako so se lotevali izgradnje novega političnega in družbenega sistema in seveda, kaj je razpad Jugoslavije nekaj novega razkril o tem, v kakšni skupnosti smo živeli. Božo, izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz bom dal samo nekaj istočnic, ker to si nekako predstavljam bolj kot pogovor. Če vzamem za istočnico leto 1991 in pravzaprav to nekako poigravanje z besedami, s katerim si začel, tukaj se soočamo z dvema besedama. Ena je iluzija in druga je vizija. Se pravi, leto 1991 ni bilo začetek nekega novega razvoja, bilo je pa začetek iluzije. Janez Drnovšek, to je odločilni liberalni politik, pod katerim so bili izpeljani vsi glavni procesi tranzicije, je nekoč rekel, ko so mu učitelji, da pravzaprav ni bilo nobene vizije, da gre vse skupaj s tokom, je rekel, jeste pokopališča so polna vizionarjev. Torej, kaj jaz vidim kot prelom, kot problem? Prelom je gotovo bil to, da je pač nastala povsem samostojna država. Ampak, in smo bili recimo v neki čisti samostojnosti potem 13 let do leta 2004 vstopa v Evropsko unijo, čeprav seveda nismo bili, ker je bil že sam proces približevanja, je bil proces vstopanja v Evropsko unijo. Torej, drugo, kar je pri tem treba nujno dodati, država je bila leta 90 izgrajena. To so prej razlagali prejšnji kolegi, kako je ta zadeva šla od leta 43 naprej. Torej, vse, kar se je v resnici zgodilo, je, da so sekretarijate in komiteje preimenovali v ministrstva in da so dopolnili z določenimi funkcijami Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo. Vse, čeprav so se še nekaj časa tudi imenovali ostali. Vse drugo torej je bilo že narejeno. To je bistveno za razumevanje in bistveno je tudi to, celotna uradniška struktura je ostala in je tudi izpeljala glavnino osamosvojitve. Ni prišel nekdo na belem konju, nekoč zbral veljake pod lipo in naredil državo. To je eden od mitov, s katerim se srečujejo vse mlade generacije po osamosvojitvi. Drugi problem, ki ga vidim, ko je ta država nastala, je povezan z vprašanjem vizije. Socialistična družba je bila družba planiranja. Lahko rečemo pretiranega planiranja. So bile petletke in tako naprej. In je bilo vse skupaj seveda včasih tudi zelo okostenelo. In zadnji v resnici dinamični program, na katerem vegetiramo še danes, je bil program Slaveta Kavčiča, ki je bil že omenjen. Torej, od takrat naprej mi pravzaprav nimamo načrtov. In z vsako vlado, z vsako spremembo oblasti, izračunajte si, koliko teh zamenjav oblasti je bilo in koliko je bilo pravzaprav znotraj tega izpeljanih v celoti mandatov, ker večina vlad mandata ni končala, si lahko predstavljate, vsak začne na novo in vsakič na novo se vse spremeni. Tako se bo tudi sedaj. Ena vlada postavi, recimo, če smo pri konkretnem primeru sistem, torej trajne oskrbe v domovih in na domovih in tako naprej, druga to poruši. Ena vlada zviša minimalno plačo, druga jo posredno ali neposredno zniža in tako naprej.
Ena privatizira zdravstvo, drugega skuša ohraniti. In s takim načinom, seveda vi ne morete dolgoročno voditi države, zato tudi povsod na vseh teh področjih, družbenih področjih zaostajajo. Ker iz železniškega sistema ne morete zgraditi v 2 ali pa 3 letih ali pa reči, zdaj gremo pa cest na železnice in tako naprej. To so dolgoročne 30, 40, 50 letne vizije in tega slovenska politika ni sposobna. Drugi problem, ki je tukaj nastal in ki ga vidim, je torej neko glorificiranje liberalnega družbenega sistema in gospodarstva. Slovenska osamosvojitev je padla v velike tektonske premike v Evropi in v svetu, padec Sovjetske zveze, Berlinskega zidu in tako naprej. In takrat je prišlo do prepričanja, da je liberalizem edini in zmagoviti sistem na svetu. Francis Fukuyama, kot vedo kolegi, je takrat, danes ima sicer čisto drugačno stališče, ampak takrat je zmagoslavno napisal, da je konec zgodovine. Se pravi, s tem, ko smo mi prevzeli nek sistem, kapitalistični sistem, pri čemer se beseda kapitalizem sploh ni uporabljala v teh tedanjih debatah. Ko smo prevzeli ta sistem, govorilo se je o tržni ekonomiji, govorilo se je o demokraciji, ne pa o kapitalizmu, smo prevzeli tudi to miselnost in jo fetišizirali, kot vidite na področju lastnine, recimo. Lastnina je sveta in čez to zasebno lastnino ni nič drugega. In v tem okviru te miselnosti so se izpeljali glavni procesi. Glavni procesi, to pomeni denacionalizacija, ki je pomenila tudi vrnitev cerkvenega premoženja, fevdalnega premoženja v naravi. Najprej bilo mišljeno to samo za katoliško cerkev, češ ima posebno vlogo v družbi, taka je bila definicija tudi ustavnega sodišča, ki je preprečilo plebiscit. Potem se je pa to preneslo tudi na druge fevdalce, ker če rečeš A, moraš reči B. In so tudi potomci ljudi, ki nimajo nič Slovenijo, dobili nazaj te gozdove. Tako je bila izpeljana denacionalizacija skozi te različne procese, ki si jih omenili. In o katerih bomo najbrž še govorili skozi pridovsko privatizacijo in tako naprej, o tem bomo sami povedali kaj več. In kaj se je še zgodilo? Dve bistveni zadevi. Eno so že tudi načeli kolegi pred nami, torej vprašanje družbenega soglasja. Če vi hočete graditi neko družbo, morate vedeti, kaj boste gradili, o čem se večina ljudi strinja. Poglejte, kako je bila izpeljana osamosvojitev. Izpeljana je bila s plebiscitom, to veste, ki ga mi včasih tudi pretirano glorificiramo. Ampak ne povemo pa, zakaj je bila izpeljana s plebiscitom. S plebiscitom je bila izpeljana zato, ker tedanja politična elita ni bila zmožna sprejeti ustave. Namreč načrt je bil tak, da se najprej sprejme ustava, s to ustavo se hkrati osamosvojimo pravno, in potem bodo to ustavo ljudje potrdili na plebiscitu. Ker se niso mogli dogovoriti za pogleda na privatizacijo, na denacionalizacijo, na nekaj temeljnih človeških pravic, kot je pravica do razpolaganja z lastnim telesom ali pravica do splava, če ne rečem bolj neposredno, v vlogi cerkve in države in tako naprej, ker je ljudje politično razdeljen, so iskali bližnjico, da se temu izognejo. In kakšno je bilo vprašanje na plebiscitu, ali ste za to, da Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Kar je seveda lahko pomenilo, da mislite odcepitev, da mislite konfederacijo ali da mislite federacijo. Predlog, ki ga je mimogrede dal Janez Janša, je, da imajo ljudje vse tri opcije na razpolago. Ampak to bi seveda pomenilo, da bi se glasovi razdelili na te tri
opcije in potem ne bi bilo neke pravične večine. Samo v bistvu tega je, kar o čemer govorim, je to, da smo mi šli v samostojnost brez dogovora, kakšno državo želimo. In to je tisto, kar je pravzaprav ves čas vseh teh 35 let naš problem. K temu je treba dodati, da se je družba takoj po osamosvojitvi razdelila, da se je obnovil kulturni boj, ki se je samo stopnjeval in je iz leta v leto hujši in danes kot veste, da se ne moremo dogovoriti v političnem smislu, govoriti ne ljudje med sabo, ampak v političnem smislu praktično o ničemer. In s tako razdeljeno družbo seveda ne morate delati nobene vizije. Naslednji problem, ki se je pojavil, vprašanje družbenega sistema. Nova ustava je bila neka mešanica, bi lahko rekli, nekih idealnih predstav o državi in posnemanja nemške ustave. Ampak nemške ustave po samopostrežnem principu. Tisto, kar nam ustreza, bomo vzeli, tisto, kar nam ne. In mnoge socialne pravice so iz nje izginile. Recimo v socialistični ustavi je ena pravica do stanovanja, da je država dolžna zagotoviti ljudem stanovanje. To je bilo preveč socialistično in so dali ven. Napisali so, da je država dolžna zagotavljati možnosti za to, da dobijo ljudje stanovanje. Zdaj, kakšna možnost ima mladi, mislim, da ni treba tukaj ne znati. To je recimo samo eno primer. Koncipirali so torej proporcionalni volilni sistem, kar je bilo po eni strani dobro, ker to te lahko varuje iliberalnimi pred recimo scenarijem, kakršen je bil sedaj 15-letna Madžarska z ustavno večino. Vendar so po drugi strani tako razdrobili politični prostor, da seveda ni bil možen noben dogovor. In zlasti, kar je bilo tudi že omenjeno v prejšnji debati, zlasti je prišlo do tega, da ne moremo ničesar spremeniti. Ta sistem je zacementiran, ker za vse pomembne odločitve rabite dvotretjinsko večino, za spremembo ustave recimo in tako naprej, te pa ne morete dobiti, kar je po eni strani varovalka, seveda pa po drugi strani onemogoča vse drugo, vse druge temeljne spremembe. To mislim, da so te glavne konstrukcijske napake, ki so se zgodile. In da končam ta uvodni del, kaj je to pomenilo primerjava, kar si rekel, bivše Jugoslovanske republike in Slovenija. Jaz bom dodal še vzhodne evropske države. Torej, Slovenija je še vedno med bivšimi jugoslovanskimi republikami najbolj razvita. Zelo blizu je po nekaterih kazalcih Hrvaška, po drugih pa ne. Pa Hrvaška ima obalo, ima turizem in tako naprej. Torej, v tem smislu ne je z neko prednost obdržala. Vendar je izgubila nekdanji ekonomski prostor Jugoslavije. Slovenija tukaj ne igra več nobene vloge ali zelo majhno vlogo. Proces je, kar je absurdno obraten. Hrvati obvladujejo velik del slovenske ekonomije, zlasti agroživilstvo, recimo. Srbi in tudi bančništvo. Srbi obvladujejo velik del bančništva in tako naprej. Vam bom povedal anekdoto. V 90-ih letih, v 80-ih letih je Srbija, ko so prišli ti konflikti, napovedala Sloveniji gospodarsko vojno, se pravi, bojkotirala kupovanje njenih izdelkov, jo učitela, da izkorišča Slovenijo in tako naprej. In eden glavnih učitkov je bil na račun Fruktala. Fruktal kupuje poceni breskve in marelice v Srbiji, potem jih predela v sadje in jih drago proda Srbom nazaj, se pravi, jih izkorišča. Kdo je danes lastnik Fruktala? Srbsko podjetje. In se slovenski kmetje pritožujejo po Krasu in po Goriškem, da jih izkorišča in plačuje premalo za breskve. Torej,
Smo še v prednosti, ampak ta prostor smo izgubili. Začelo se je z Novo Ljubljansko banko, ki ni hotela izplačati torej vlog varčevalcem na Hrvaškem in v Bosni. Raje je šla v tožbo in ta tožba je stala po 5 milijard, se mi zdijo, 5 milijard evrov na koncu. V času, ko je bila še državna banka, seveda, ste vi, so vaši starši in drugi to plačali. Zdaj, kar zadeva slovensko primerjavo z drugimi državami. Mi smo imeli lani posvet, mislim, da je Martina za ZDC SAZU, o problemu, o ekonomskih problemih, zakaj Slovenija zaostaja. In tam so bili pač ekonomisti, ki so pokazali lestvice, naše primerjavo z baltskimi državami, Poljsko, Češko, Slovaško in tako naprej, od katerih so nas, večina teh nas je dohitela, vsaj v pomembnih elementih in tako naprej. In potem sem jih vprašal, poslušajte, zakaj pa nimate Avstrije? Tukaj Slovenija se je vedno primerjala z Avstrijo in Severno Italijo, že v socializmu je bilo to. So rekli, se nas plača. To bi bila lepa želja, ampak se nas plača. Oni so pač imajo BDP še enkrat večji od nas in mi te razlike ne zmanjšujemo. Se pravi, mi se od socialističnih časov, kar zadeva primerjavo z razvitimi državami, nismo izboljšali, kvečjemu poslabšali. In vzhodnoevropske države, ki so bile 20 let in več za nami razvojno, so nas pa dohitele. Če se omejim samo na ekonomijo. Nisem bil povabljen na ta posvet, nisem me tudi ni žal, ker bi bilo sram, če bi bil na tistem posvetu, poslušati nekatere svoje kolege. Namreč ena od posledic osamosvojitve je tudi praznjenje glav. In zdi se mi, da obstajata dve stroki v Sloveniji, ki so jim glave popolnoma oprali. Ena ekonomska stroka, druga je pa pravna stroka. Ko je kolega Bojan dopoldne govoril o ustavnem sodišču in pravu, jaz sem z ustavnim sodiščem že pred 20 leti čez nekaj križ naredil. Namreč vprašal sem uglednega pravnika, kaj pomeni ustavno. Odgovor je bil banalen. Ustavno je to, kar se pravniki izmenimo. Se pravi, če velja ta trditev, da je ustavno, kar se pravniki izmenimo, potem je popolnoma jasno, zakaj se politične stranke borijo za politično nastavitev sebi primernih ustavnih sodnikov. Ampak, da se ne bi preveč posipali s pepelom po glavi, se to ni samo naša značilnost. V tem se ne razlikujemo praktično od nobene druge države. Vzdrževati mit, da je neka stroka ali nek poklic absolutna kategorija nad vsemi človeškimi slabostmi je očitno napaka. Predlagam, da nadaljujemo z lastnino, kjer je Božo se ustavil, dr. Renčič, boste vi o lastninskem preoblikovanju, ko smo mi rekli privatizaciji, o tem, kakšne posledice je to imelo na strukturo slovenskega gospodarstva in nenazadnje tudi, kakšne posledice je to imelo na regionalni razvoj Slovenije. Ja, hvala lepa. Na kratko bi se navezal, Božo je omenil mite. Dejansko je to problem. Ta zgodovinski spomin kontakt, oziroma manipulacija takšna in drugačna, populizem, če hočete. Zanimivo je dejansko to, kar so že kolegi v prvem delu govorili, pa to, kar je že bilo sedaj nakazano. Ta odnos do druge Jugoslavije, oziroma samo vprašanje pa dejstva, kaj vse dejansko se že takrat razvilo, kaj vse smo imeli in tako naprej. Ta odnos,
kako se je potem spremenil, ne, v 80-ih letih, ko je pravzaprav bilo konec bratstva in enotnosti, ne, tovariš Tito je postal diktator, ne, samoupravni sistem kot nekoč najboljši je postal totalitarizem in tako naprej. Ne. Dejansko ob samem prehodu, rekel, nismo imeli seveda, mislim, da do tega razmisleka pravzaprav sploh ni prišlo nekega resnega. Ne generalno, sploh pa ne o tem, v kakšen kapitalizem stopamo oziroma kakšen kapitalizem si sploh želimo. Ne. Pri čemer je treba poudariti, da ta kapitalizem kot tak, ne, tisti socialdemokratski, če želite, se je v tistem obdobju, ne, ko se je Slovenija osamosvajala, ko so že tekli procesi, seveda veliko prej, že kot tak spreminjal. Govorim o tem zahodnem državah, kapitalizmu kot takem. Se pravi, če ne prej vse tisto, kar je bilo pravzaprav sprejeto, veljavi od pravzaprav tiste velike krize dalje, pa od Bretton-Woodskega sporazuma, pa od tiste zlate dobe po drugi svetovni vojni, se je če ne prej izrazito začelo spreminjati v 70-ih letih, seveda s prvo naftno krizo in tako naprej. Seveda, to je nek zunanji okvir, znotraj Jugoslavije so se dogajale določene seveda spremembe trenja na nacionalni ravni, politični, gospodarski seveda. In številni procesi so dejansko tekli že veliko pred letom 1991, seveda tudi na tem ekonomskem, gospodarskem področju. Seveda, eden od temeljnih procesov, tudi najbolj zahtevnih procesov je seveda bilo lastninjenje, privatizacija. Seveda ob makroekonomski stabilizaciji, ki je bila nujna v tisti prvi fazi, prestrukturiranju kot takem, ki je seveda neposredno povezano, ali bi bilo povezano z lastninjenjem in privatizacijo, pa potem vstopanju v mednarodne integracije, kar je tudi poseben, pa nujen proces v tisti prvi fazi in tako naprej. Zdaj, kar zadeva samo to področje, če me sprašuje dr. Porak, lastninjenje, privatizacija, kot rečeno, zagotovo osrednji, najzahtevnejši proces, kot se je izkazalo, zelo posplošeno. Lahko govorimo, da je pravzaprav tekla oziroma se odvijala na treh pomembnih področjih. Kar se tiče zakonodaje, so bili sprejeti 3 pomembni zakoni. Jeseni 1991 sta bila sprejeta stanovanjski zakon in zakon o denacionalizaciji, že omenjeni, šele leta jeseni, pravzaprav leta 1992 pa zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Ta zakon, ki je potem seveda najbolj vplival na to lastninjenje podjetij in tako naprej. To je ta, recimo temu, temeljni pravni okvir v tistem začetku. Čeprav moramo vedeti, da so se seveda številne spremembe lastninjenja, privatizacijski postopki in tako naprej odvijali že pred tem. Že leta, predvsem nek zakonski okvir, recimo bil zakon o podjetjih, sprejet že leta 1988, pa zakon o razpolaganju z družbenim kapitalom in tako naprej. Zdaj, če vi pogledate vse tisti podatki, ki jih imamo, recimo podatke Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja in podobno, boste videli, da če govorimo o oškodovanju družbene lastnine, seveda to so neki podatki statistični, zdaj koliko gre verjeti ali ne, koliko je bilo dejansko še večji odstopanj. Do največjega oškodovanja po teh podatkih je prišlo v obdobju od 1. januarja 1990 do konca leta 1992. Ta agencija za revidiranje lastninskega preoblikovanja je začela z delom leta 1996 in leta 2004, 31. julija, že zaključila. Zdaj, po teh podatkih, kot rečeno, do največjega oškodovanja prišlo v obdobju 1990-1992 v višini dobrih 86 milijard bivših slovenskih dolarjev. V preostalem obdobju, se pravi od 1993-2004, kar je ta agencija pač delovala, še na dodaljnih 18 milijard. Vse skupaj, recimo 104 milijarde
nekdanjih slovenskih tolarjev. Ampak kar hočem poudarjati, te podatki so zdaj tudi v tem širšem smislu, ne bom rekel nepomembni, ampak ta slovenska zgodba o uspehu, o kateri smo pravzaprav vse skozi govorili, oziroma je bilo govora, recimo temu vse tam do vstopa v Evropsko unijo, in ti podatki, kot sem prej navedel, so se s tem letom pravzaprav zaključili, mi pa vemo, da so se seveda določeni rezultati začeli kazati šele po uradnem vstopu v Evropsko unijo. Danes je že bilo govora o tej vlogi in pomenu vizije kot take strategije, celostne, dolgoročne, trajnostne. Je bilo že nekaj govora. Dejstvo je, da v Sloveniji seveda to danes manjka oziroma ni, je pravzaprav neprimerljivo vsi ti načrti, kakorkoli, neki dokumenti, ki se pripravljajo, ker se morajo zaradi nekih zakonskih osnov, tako na ravni občin, države ali karkoli. To obstaja, da ne pomote za vsa področja. Gospodarsko tudi imamo tudi recimo lokalne kulturne programe za kulturo in tako naprej. To obstaja, se pripravlja. Ampak večinoma tu gre dokumente zaradi dokumenta, vsaj v mojih izkušnjah. Kar je bilo planiranje v prejšnjem socialistični Sloveniji in podobno, je seveda neprimerljivo ali pa bilo neprimerljivo s tem, kar imamo danes. Tudi vsi tisti zavodi družbeno planiranje, recimo urbanistični zavodi, so seveda potem v času osamosvajanja prenehali delovati v tej obliki, kar je po moji oceni seveda velika škoda. Podobno je službo družbenega knjigovodstva in podobno, ki je zaključila z delom 1994. leta in tako naprej. Skratka, po letu 2004 so se v Sloveniji dejansko začeli kazati dejanski tudi neki rezultati. Neke zakonitosti, neki rezultati, ki so bili lastni tudi ostalim tradicijskim državam, o kateri so se v nekaterih teh državah že prej pogovarjali, pa smo mi veljali kot zgodba o uspehu. V smislu, mi nismo poznali tako in podobno. Recimo, pa smo jih dobili, seveda, če ne prej. Ta izraz prvič bolj resno v javnosti je bil začet rabljen po letu 2004. Če govorimo o lastninjenju privatizaciji, po letu 2004 se je zgodilo največ menedžerskih prevzemov. Največ izdanih dovoljenj za menedžerske prevzeme je bilo izdano leta 2007-35. To je ena posebna, eno posebno obdobje, kjer smo recimo, če pogledamo to, kar je bilo pregovora, recimo, če vzamemo, poslušamo lahko tudi kakšne ekonomiste, ravno zadnjič sem poslušal, nepomembno koga. Če vzamemo samo podatek BDP, recimo ta osnovni podatek, neki kazalnik, ki bi naj bil generalno nek splošen pokazatelj, to je bruto domači proizvod. Če pogledamo samo ta podatek, boste videli, da je Slovenija pravzaprav med prvi prišla do obdobja recesije in beležila pozitivni ta kazalnik. In od leta 1993 pa vse do prvega četrtletja leta 2009 je Slovenija beležila pozitivno gospodarsko rast, pravi, smo beležili pozitivni BDP. Zdaj po nekem s tem ozirom, pa v tem pogledu, lahko rekli, neko pozitivno obdobje. Zelo pomembno pa je, kaj se je seveda ob tem, pa v ozadju in tako naprej dogajalo. In tega ne smemo zanemariti. Se pravi, tisto obdobje, nek del privatizacije, pomemben del privatizacije, ki se je začel, to, kar je Božo omenil, pravzaprav na prelomu tisočletja, je v spredju vstopajo seveda izraz nacionalni interes. Takrat so začeli ti boji, razlaganje, kaj, zakaj, ravno v vezi z prodajo od Ljubljanske banke. Potem, kot rečeno, po letu 2004 izjemna gospodarska rast, napih, pravzaprav lahko govorimo o nekem balonu, izjemna rast gradbeništva, investicij, zadolževanja seveda, ne samo podjetja, ampak tudi prebivalstva kot takega. In kaj se je zgodilo? Seveda nastopila velika kriza
Slovenija kot izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo se seveda tega ni izognila, oziroma smo imeli veliko večje težave kot recimo nam primerljive, oziroma preko ostale postsocialistične države, kot je recimo bila Poljska in ostale. Pri nas je ta kriza zarezala veliko ostreje. Spomnite se tudi, da smo prišli do tega, da prišlo do grožnje prihoda trojke in tako naprej, neki restriktivni ukrepi. In kaj se je zgodilo, med drugim na tem področju privatizacije, pravzaprav Slovenija bila tudi po nekem befelu ali kakorkoli Evropske komisije in tako naprej primorano začeti prodajati določen del državnega premoženja. In v tem delu je potem smo spremljali zgodbe, kot je bila zgodba okrog Nove Ljubljanske banke, Nove KBM in tako naprej. Bili so prodani tudi nekateri strateški konji, ne, in tako naprej. Ne. In zdaj v tem delu, v tem obdobju smo bili priča tudi sanaciji te bančne luknje, formiranju tega DUTB-ja, družbe za upravljanje terjatev, slabih terjatev bank. Javnofinančni primanjkljaj se je v tem obdobju povečal, oziroma dvignil na, mislim, na slabih 15% zaradi te sanacije in tako naprej. Skratka, po tem vstopu v Evropsko unijo, če želite, pa potem po prevzemu evra 2007, v tem obdobju po letu 2008-2009, pravzaprav imamo eno specifično obdobje, kjer se generalno ukvarjamo sami seboj, zdaj, ko prehajamo iz krize v krizo, takšno in drugačno, od tiste gospodarske, pa migrantske, zdravstvene, energetske, vse do današnjih dni. In pravzaprav to je tudi eden razlogov, verjetno eden izmed, čeprav ne seveda daleč od tega, da bi to opravičevalo dejstvo, da mi pravzaprav neke te celostne, jasne strategije, kam pravzaprav želimo, nimamo, ampak imamo neko prvi vrsti neko prehajanje od ene politike k drugi, od ene vlade k drugi, imamo neke parcialne interese. To je pravzaprav, temu smo pričali pravzaprav na vseh področjih. Zdaj, koliko je tu v ospredju neko državniško razmišljanje ali pa kakorkoli neki cilj je, seveda mislim, da seveda jasno oziroma bolj kot ne retorično vprašanje. Rad bi pa samo za ilustracijo, da bom predolg, kar se tega dela tiče, konkretiziral neke zadeve, kar se tiče privatizacije. Zdaj v ozadju določeni slajdi, ki se mi pravi, to zgolj zato, da ne rabite gledati le nas, ampak mogoče kaj, da nečem bolj zanimivega preberete ali pa pogledate, ampak konkretno industrija, z enimi podatki povedal, danes je že bilo omenjeno propad številnih nekih paradnih konjev in tako naprej, gigantov. Kaj je to v praksi pomenilo v tistem obdobju, konec 80-90 in kasneje? V tistem obdobju je propadlo okrog 2000 družbenih podjetij. Zdaj, v socialistični Sloveniji je seveda nekaj 100 paradnih konjev podjetij, na tem je pravzaprav temeljila naša industrija. Vemo, da tudi znotraj Jugoslavije je imela Slovenija specifičen položaj. Tretjina skoraj izvoza se je pravzaprav dogodilo, je ustvarjala Slovenija, četrtina oziroma petina tega družbenega produkta je predstavljala slovensko gospodarstvo in industrija in tako naprej. Skratka, kaj želim povedati, v tem obdobju od leta 1989 naprej, kot rečeno, propad približno 2000 družbenih podjetij in ta struktura se je takrat seveda izrazito spremenila. Ta delež industrije v BDP je seveda izrazito padal, sprednje so stopale storitvene dejavnosti, ampak kakšno strukturo danes pravzaprav imamo danes, če pogledate podjetij. Se pravi, včasih struktura, kot rečeno,
ki je temeljila na gigantih. To so bila podjetja, ki so zaposlovala, prej smo slišali, za neko celo lesno panogo, koliko ljudi je zaposlovala, 40 000, koliko ste rekli. Zdaj si pa predstavljate, da recimo samo Iskra, podjetje Iskra, za vsemi temi pridruženimi, zaposlovala, mislim, da najboljša obdobje 35 000 ljudi. Mariborski tam, mislim, da dobrih 8 000, Gorenje, mislim, da 13 000, naprej, samo za ilustracijo. Danes, seveda, če pogledate to strukturo, 99,5 oziroma še več, 9,8 mislim, da odstotka nekaj takega. V Sloveniji naše gospodarstvo bazira na mikro, malih in srednjih podjetjih. Pričemer je teh mikropodjetij, se pravi z zaposlenimi do 95 odstotkov. Skratka, neka povsem obrnjena zgodba, nekaj strukturno gledano, nekaj seveda neprimerljivega. Pa ne rečem, da je to zdaj slabega. Vsa ta manjša podjetja so seveda veliko bolj primerljiva, prilagodljiva določenim razmeram, določenim krizam, kakorkoli. Ampak vseeno, če pa pogledamo tisto znotraj delež, kar se tiče ustvarjanja, znotraj BDP, kar se tiče izvoznega deleža, pa je jasno seveda, da še vedno imajo ta največji delež tista velika podjetja, ki sicer ni več recimo toliko, kot smo jih imeli, zdaj to govorimo o zaposlenih, danes konkretno več kot 250, teh podjetij je recimo 300-400 ostalo. Še vedno so ta seveda tista bazična, vsaj kar se tiče izvozne politike in tako naprej. Skratka, jaz ne vem, lahko nadaljujem, lahko se potem dotaknemo od nekih glavnih zadev, kar se tiče teh stanovanjskih denostacije in privatizacije. Lahko samo povem to, da počrto, seveda cilj te privatizacijske zakonodaje je bila poprava določenih krivic. Vsaj tako je bilo, če berete vse teoriji, to je bil cilj. Krivic, ki so se zgodile, kot je bilo zapisano po drugi svetovni vojni, z agrarno reformo, z plembami, z nacionalizacijo in tako naprej. Zdaj, kar se je v praksi zgodilo, vsa ta privatizacijska zakonodaja je v prvi vrsti ali pa velikokrat žal povzročala neke nove krivice. Zdaj, če pogledate zelo na kratko posplošeno, pa bom zaključil v tem delu. Stanovanjski zakon je pravzaprav v osnovi imetnike, tiste pa razdelil pravzaprav tiste, ki so imeli pravico do odkupa v dve skupini. Eni so imeli imetniki do odkupa, drugi pa ne, v osnovi. Tukaj so seveda nekateri do stanovanj prihajali zelo ugodno, neke podatki, ki so v Ljubljani za ne vem koliko kvadratnih metrov stanovanja so recimo je bilo mogoče dobiti recimo do 16 000 nemških mark danih in podobno. Denacionalizacija se je prav tako izkazala za enega največjih, najdlje trajajočih in enega najdražjih procesov. Nekako v prvi fazi je bilo mišljeno, da bodo ti postopki na upravni ravni končali v enem letu. Danes vemo, da seveda še ti nekateri tudi največji postopki niso rešeni. Zlasti kar zadeva recimo zahtevke ljubljanske nadškofije do dela okrog Slapa Savice, pa delo okrog Vojhujinskega jezera in tako naprej. Skratka, toliko za enkrat, jaz lahko nadaljujem, ampak nima smisla. Hvala lepa. Zdaj bom jaz poskušal zgodbo povedati z drugimi besedami. Začel bom z družbeno pogodbo. To je pojem, ki ga jaz osebno ne razumem. Zlasti ne v kontekstu političnega procesa. Pa mi je padlo na pamet razkol med Jugoslavijo in Informirojem. Zakaj je ta razkol uspel?
Prvič, ker je bila politična elita, ki je bila zato samozavestna, da se je tega koraka poslužila. Drugič, ker se je tega koraka poslužila v svetu, ki je bil razdeljen na dva pola. In je lahko računala na backup, kot se danes to zlasti v finančnem sistemu reče, podporo zakonnega dela. Zdaj pa pogledajte Jugoslavijo 91. Tistega bloka ni bilo več, je padel, ostal je samo blok Zahoda. Ta blok Zahoda se je z mednarodnimi inštitucijami že pripravljal na način, kako bo se lotil stabiliziranja, urejanja, preurejanja držav, ki so nastale iz socialističnih režimov. Ali so te države imele sploh možnost razmišljati o kakšni drugi poti? Niso mogle. Ker je edina pot, ki jim je bila na voljo, bila pot ta, kako jih bo Zahod sprejel. In pogledajte, kako jih je Zahod sprejel. Sprejel jih je in se jih je začel lotevati na način, s katerim je reševal probleme latinsko-ameriških kapitalističnih prezadolženih držav. Sveto trojstvo je bilo privatizirati vse, kar je državno, ampak tam je obstajal državni sektor, ne pa sektor, kot smo ga mi poznali, ki ga dejansko nismo imeli. Bil je problem stabilizacije, to je pomenilo v bistvu odpraviti hiperinflacijo, to je bila latinsko-ameriška značilnost, to je bila jugoslovanska značilnost konec 80-ih let. In tretjič, liberalizacijo mednarodne trgovine, predvsem sprostitev cen na domačem trgu. Na tej trojici je pravzaprav zgrajen cel povojni sistem, mednarodni gospodarski sistem. Kaj je pomenilo, ko se je v 90-ih letih začelo pri nas govoriti o liberalizmu? Jaz mislim, da vsi ti ljudje, ki so govorili o liberalizmu, sploh niso vedeli, zakaj pri liberalizmu gre. Prebrali so nekaj knjig razsvetljencev iz 17. 18. stoletja, liberalizem so v bistvu enačili samo z večstrankarstvom, nikakor pa ne z drugimi segmenti življenja. Ampak kaj je razsvetljenstvo prineslo? Prineslo je to, kamor mi danes rinemo. S tem, da imamo še nekaj odpustkov, v katerem nas ne silijo, vsaj da direktno potem sodelujemo, ampak s podporo zahodnemu svetu v tem sodelujemo. In to je kolonizacija, ki danes poteka pred našimi očmi v Palestini. To je vojna proti Iranu. In ne nazadnje, to je tudi ukrajinsko vprašanje. Ukrajinsko vprašanje je zanimivo tudi iz ene točke, s katero morda lažje lahko razumemo privatizacijo v Sloveniji. Kako je privatizacija v Sloveniji bila izvedena? Pretežno s tistimi nesrečnimi boni. Ampak to sploh ni bila slovenska iznajdba. To tudi ni bila jugoslovanska iznajdba. Veste, kdaj je prvič ta privatizacija z boni urejena pod drugim imenom? Na ta način so Američani jemali zemljo staroselcem v Združenih državah. Formalno so jim dali majhne koščke zemljišč, nomadske ljudstva in lovska ljudstva so hoteli spremeniti v poljodelska ljudstva. Ti ljudje niso znali zemljo obdelovati, imeli so je pa tudi tako majhno, da je ekonomsko bilo nesmiselno s to zemljo karkoli početi za preživetje. Takrat je pa prišel denarni kapital in to pokupil. Isto so naredili v Ukrajini. Kmetom so dali majhne parcele, potem je pa prišel agrobiznis, ki je bil deloma financiran z njihovi tajkuni, deloma pa z investicijskimi skladi iz Luksemburga, ki so to zemljo kupovali in koncentrirali. Zakaj je prišlo do upora poljskih, mađarskih, čeških kmetov, ko je Evropska unija spustila carine na ukrajinsko žito? To ni bila usluga v Ukrajini, ne misliti. To je bila usluga finančnim skladom, ki so živeli od ukrajinskega žita
In to je tudi pomenilo, da so uporabili poceni ukrajinsko žito zato, da so zmanjševali stroške delovne sile, predvsem industrijske. Ampak s tem so delali škodo komu? Delali so škodo lastnim kmetom. In ko se je kmečki glas dvignil, ko so bili že protesti, so ta proces ustavili. To nas pripelje zdaj spet do dveh točk, ki sta bili omenjani ne v tej zvezi, v kateri vam bom jaz zdaj povedal, ampak v neki drugi. Na eni strani zemlje, odnos do zemlje skozi lov, do zemlje kot lastnino gozdov. Na drugi strani pa veste, kaj stoji? Finančni kapital. In če danes gledate procese v Evropski uniji, imate nekaj, kar se vidi od 17. stoletja izrazito v svetu, ki se imenuje za liberalnega, da nenehno poteka boj med dvema oligarhijama. Eni se reče kmečka ali industrijska danes, druga pa finančna. In ta boj v bistvu razkraja gospodarske strukture držav. Pri nas se je delež industrije zmanjšal na račun storitev, ampak to je proces v Evropi. Saj ste slišali, kaj ameriški predsednik govori, da so tujci uničili ameriško industrijo. Njega skrbi, zakaj je delež ameriške industrije v bruto domačem proizvodu tako nizek. Smešno nizek, glede na to, za kakšno velesilo gre. Ampak veste, ta proces zmanjševanja teže industrijske proizvodnje ali pa realnega sektorja je preprosto posledica mednarodne denarne ureditve, ki so jo s Bretton Woodskim sporazumom dejansko svetu naložile Združene države. Ko je dolar postal mednarodno plačilno sredstvo, ko je dolar postal valuta, s katero se edino lahko nafta plačuje, je to pomenilo smrt za ameriško industrijo. Kolega Lorenčič je prej omenil, Hrvati nas kupujejo. S čem nas Hrvati kupujejo? S denarji, ki se steka v pokojninske sklade. Odkot ta denar prihaja? Ta denar plačuje prebivalstvo, zato da si kupi neko bodočo rento v prihodnosti. Tak pokojninski sistem ne funkcionira tako, kot funkcionira sistem, kjer sprotna generacija iz svojih dohodkov plačuje za sprotne upokojence. To je v bistvu finančni sistem financiranja pokojnin. In povsem logično je, da denar, ki je zbran v teh skladih, išče donosek, ker ti donosi bodo morali poskrbeti za to, da se izplačuje hrvaške upokojence. Zakaj nas Srbi kupujejo? Oni pokojninskih skladov nimajo. Ampak tam je bila privatizacija, ki je pa ven tajkunem pomembna. Se pravi, da se je kapital zbiral pri določenih fizičnih osebah, njihovi spretnosti in da se ta kapital potem prenaša tja, kjer ga je najlažje uporabiti. Mi smo izmislili v Sloveniji specifičen pojem oškodovanja družbene lastnine. Mislim, kaj je oškodovanje družbene lastnine? A si mladi predstavljate, kaj bi to pomenilo? Prvič ne veste, kaj je družbena lastnina sploh bila, drugič pa kako se lahko oškoduje nekaj, česar sploh ne razumete, kaj je. Oškodovanje družbene lastnine ni popolnoma nič drugače kot nekaj, kar so v Angliji zlasti z Marxom poimenovali prvotna akumulacija kapitala. Enim si onemogočil dostop do zemlje, zemljo si koncentriral, kmete si poslal v mesta, da so postali delavci, zaposlil si jih v tovarnah. Ko so te tovarne prerasle industrijski kapitalizem, je nastalo zadosti kapitala, da je začel živeti samo kot denarni kapital, se pravi, se je razvil finančni sektor in vas mlade danes nagovarjajo s čem? Finančno vas opismenjujejo, finančni minister govori, kako 3-letne državne obveznice so namenjene spodbujanju razvoja kapitalskega trga, prepričujejo vas, da morate varčevati za zdravje, za pokojnino. To ne pomeni z drugimi besedami nič drugega, kot da se financializira vaše življenje. Kaj se za tem skriva? Za tem se skriva dejansko razkroj družbe.
kajti to je razbijanje družbe na individuume. Posameznik postaja odgovoren za vse. Postaja odgovoren za to, da dobi službo, če ne dobi službe, si je sam kriv. Posameznik odgovarja, oziroma postaja odgovoren za zdravje, če zboli, si je sam kriv, ni zdravo živel, ni plačeval zdravstvenih prostovoljnih zavarovanj. Posameznik postaja odgovoren za pridobitev stanovanja, kajti sodobna slovenska politična elita propagira, da vsak mora pridobiti svoje stanovanje, se pravi kupi ga. Zakaj bi vsi morali biti lastniki stanovanja? Zakaj? Tega odgovora ne dajo. Dotaknil bi se še tega dela razkroja ali preoblikovanja slovenskega gospodarstva v smeri mikropodjetij. Vidite, tu se vidi največji odboj socializma, kajti ena od točk, ki so izrasti slovenski ekonomisti v 80-ih letih zagovarjali, da je slabost slovenskega gospodarstva, je bilo ravno pomanjkanje teh Mittelstand, kot in Nemci rečejo. Ugotovili so, da je to zelo pomembna struktura v recimo nemškem gospodarstvu, pa tudi v italijanskem gospodarstvu, in ugotovili so, da taka struktura pri nas ne obstaja, da obstajajo samo giganti. In ko se je začel proces po letu 90 razkroja teh gigantov, ki je bil deloma posledica razpada jugoslovanskega trga, ki je bil deloma posledica razpada režimov v Libiji, Iraku, Iranu, Egiptu. Vi, ki ste starejši, se spomnite, da so med prvimi ukrepi leta 1992 bile državne obveznice, ki naj bi nadomestile izgube podjetjem, ki so gradila v teh nekdaj neuvrščenih državah. Se pravi, ne gre samo za nekaj, kjer bi iskali kako ne rečem, sadomahistično vzroke samo pri sebi, ali da bi enostransko tudi kazali vse kriva tujina. V bistvu zgodil se je splet okoliščin, ki je tako deloval, da veliko korakov izbire nisi imel. In jaz vam govorim tudi tu iz lastne izkušnje, ker sem v teh prelomnih letih bil visoko pozicioniran pri državnem vrhu in sem opazoval, kako te zadeve potekajo. Glede referenduma. Še danes se spomnim enega tujega veleposlanika, ki je prišel na obisk v Slovenijo pred referendumom spraševati, kaj pravzaprav Slovenci sploh s tem hočete. In ko me je državnik razlagal referendum, to in to in to, ga je ta pogledal, pa mu je rekel, poslušajte, gospod, dajte mi časopis, pa bom jaz tudi pingvine pelal na referendum. Tako nas je svet gledal. Niso razumeli, kaj hočemo, niso še dojeli, da potekajo procesi, ki so posledica razpada imperija, kot je Sovjetska zveza, in da ta razpad na nek način mora z valovi zasuti cel vzhodni del. Posebej bolejše pa to bilo za državo, ki je bila večnacionalna, itak tako nabita s strahotnimi notranjimi konflikti, ki so bili posledica neuspešnega gospodarskega razvoja in zlasti krize. Povedal bi še nekaj o vizijah. En drugi zgodovinar je rekel, če vam nekdo začne govoriti o vizijah, ga peljte psihiatru. Jaz sem 8 let služil na vizijah. Bil sem planer. Ni treba sistema planiranja glorificirati, ker tisto, kar je v Jugoslaviji bilo po letu 80, niti ni več bil sistem planiranja, ampak administriranja. To je pa administriranje, pa zadnji korak, preden nekaj začne dokončno razpadati. Veste, kaj je administriranje pomenilo? Da je Jugoslavija več zaslužila na izvozu enega para elanovih smučk kot na izvozu jugota. Ker so v Jugoslaviji delali izračun, koliko stane notranja podpora za to, da se $1 v obliki juga ali $1 v obliki elanovih smučk izvozi. In so ugotovili, da preprosto ni primerjave, da bi verjetno bilo celo cenejše, bi juge tiste avtomobile veliki zastoj dajali, kot da toliko subvencionirajo. Ampak ko se enkrat začne administrirati, to ni konca, ker vsak administrativni poseg zahteva dodatnega. In to je treba povezati potem s tisto zahtevo mednarodnih organizacij, ki so začele intenzivno Jugoslavijo obdelovati leta 1990-1991, v bistvu, da je treba liberalizirati notranji trg.
cenovni mehanizem, da cenovni mehanizem upravi tisto, česar administrativni sistem, se pravi sistem priznavanja ali nepriznavanja proizvodnih stroškov, določanja cen deviz, preferiranih obrestnih mer, preferiranih kreditnih linij ni več bil sposoben delati. In zaradi tega je v bistvu ta propad tega sistema bil tako boleč tudi za mnoga naša podjetja, ker so preprosto bila odtrgana od tega administrativnega poseganja, ki jih je vzdrževal pri življenju, hkrati pa ni nastal novi sistem, niti novo vmesno obdobje, da bi se lahko prilagodili temu, kar danes štejemo za normalno delovanje. Mogoče sem preveč govoril, ampak kot ekonomist sem moral nekaj vam dodatno pojasniti, zlasti z tega zornega kota, da slika je redko kdaj črno-bela, redko kdaj ima odgovor, ki je zadosten za vse možne namene. Seveda, če pa zdaj dajete zraven še kupico neizobraženih politikov, ki dejansko nič ne vedo, ampak res nič ne vedo, in takih je iz vsake sestave slovenskega parlamenta, če dalje več v parlamentu, potem nas to lahko dejansko skrbi. Po drugi strani, ta samokritičnost, ki jo čutimo v svojem odnosu do države, pa poglejte, pa Evropi gre boljše. Pa Evropa ne tam gre. Poglejte, kaj vse govori predsednica Evropske komisije, o kakšnih vse programih bomo reenergizirali Evropo, bomo ponovno obožili Evropo, bomo reindustrializirali Evropo, bomo zgradili zeleno Evropo. Kaj se pa dogaja? Zlasti na zelenem področju je zdaj najbolje videti, kako vse besede in vse akte, ki so jih sprejeli, pozabljajo, tako kot naš vaterpolist pozablja svojo notarsko overjeno izjavo. Zakaj to delajo? Zato, da ohranijo interes enega dela evropskega kapitala, ki se je znašel ravno tako v razvojni zagati, kot je razvojna zagata, ki jo čutimo mi. Njih ne more rešiti tuj kapital, nas pa tudi ne more rešiti tuj kapital. In zdaj pogledajte, v Evropi sanjajo o obuditvi kapitalskega trga po ameriškem vzoru. V Sloveniji sanjajo o obuditvi kapitalskega trga po evropsko-ameriškem vzoru. Zakaj tudi slovenska podjetja prodajajo? Zaradi načina, kako je lastnina bila prenešena v privatne roke. En naš profesor ekonomije je rekel, veste, lastnina je odgovornost, dolžnost lastnika je, da nosi denar v podjetje, ne pa iz podjetja vleče denar. Kaj se pri nas zgodilo? To oškodovanje družbene lastnine obvodi to prodajanje paradnih bonov, kot je kolega Renčič rekel, je preprosto povedal, da mi kapitalistov nimamo. Nimamo ljudi, ki bi nosili denar. In zato zdaj v igro vstopajo banke in vozno-posredniške družbe in ministrstvo za finance, ki pravijo, dajte vi varčevati na mesto v bankah, kupujte obveznice, kupujte delnice, samo poslušajte, kam bo ta denar šel. Ta elita, če pustimo politično, pa pogledamo gospodarstvo, je sposobna govoriti samo o konkurenčnosti. Kaj pa je konkurenčnost? Konkurenčnost je na koncu zniževanje cen delovne sile. Oni ne govorijo o tistem, o čemer bi morali govoriti kot menedžerska elita, o tem, kako produktivnost veča. Produktivnost ne veča s tem, da davke zmanjšaš. Če davke zmanjšaš, narediš samo razpored znotraj dodane vrednosti, kaj bo šlo delavcem, kaj bo pa šlo lastnikom. Gospodarska slovenska elita nima odgovora, kako večati dodano vrednost, še to je to ostala parola, ki so je skupaj delili s politiko. A bi lahko vas prosil, če bi vi naš vprašanje postavili, da resni smo na zelo veliko, mogoče preveč, ampak upam, da smo vas vsaj osvetlili tudi nekatere zorne kote, ki jih v vsakdanjem življenju in poročanju in komunikacijah morda ne zasledite, ali pa če jih zasledite, se ne upate v njih misliti.
Lahko jaz 3 stavke ne bom rekel, samo da si malo razjasnimo, da ne bo preveč zmedeno. Mi govorimo pravzaprav tukaj o 4 zadevah. Eno je pozicioniranje Slovenije. Torej Slovenija je postala samostojna, je postala članica Evropske unije, je postala članica vseh mednarodnih inštitucij. V tem smislu je bila zelo uspešna. To sploh ni sporno. To je jasno. Drugo je vprašanje državnosti. Državnost ni samo zastava, protokol in tako naprej, ampak je obvladovanje glavnih finančnih in drugih tokov. Tega ne obvladujemo. Mi nismo samo prehransko samostojni, mi smo od tujih trgovskih verig. Energetiko imamo deloma še v rokah, to tudi edino, kar še imamo in tukaj poteka eden od najhujših spopadov. Imamo svojih bank. Se pravi, ključnih segmentov, ki jih država mora obvladovati, ne obvladujemo. Če gremo iz stališča klasične države, ne obvladujemo tudi meja. Mi imamo mejo določeno z Italijo, imamo mejo določeno z Avstrijo, imamo podpisane avstrijske državne pogodbe, v kateri je tudi meja. Imamo določeno mejo z Madžarsko, imamo določene meje s Hrvaško. Se pravi, Slovenija tega problema v 35 letih ni uspela urediti. Se pravi, kako pojmujemo državnost? Državnost pojmujemo tako, kot so že kolegi malo tako implicitno povedali, kot nek športno-turistični projekt. Pa še malo alpske glasbe, recimo. Ampak to ni državnost. Tretji element je preživetveni sistem, ki je za vse nas ključen, seveda. A je preživetveni sistem temelji na težki industriji, ali temelji na malih podjetjih, pravzaprav dokler funkcionira ni bistveno. Važno je, da vi dobite plačo, da lahko preživite družino in tako naprej. Je pa bistven, ko se stvari zaostrijo. Ker če imate vi sistem, ki je pravzaprav odvisen, ki dela, kot smo včasih rekli, na lom poslih, ki pravzaprav dela v glavnem samo za tujo industrijo na nekih drobnih poslih, je to izjemno ranljiv sistem. In to je problem Slovenije, ker je to pretežno. Na tem prostoru, kjer mi živimo, se je dalo preživeti v časov Marije Terezije naprej. Ko ni bilo več velikih lakot ni bilo zato, ker je prisilil Werner Krompir, se je tukaj dalo preživeti. In dalo se bo preživeti tudi v prihodnje, ne glede na to, ali bo tukaj država ali bo država. Se pravi, to samo po sebi ni problem, da se nekako preživeti tukaj. Ob tem, da je bilo skozi zgodovino tudi vedno seveda zelo veliko izseljevanje. Se pravi, niso mogli vsi ljudje preživeti, pa niso mogli vsi dobro preživeti. In tudi danes je podobno, samo danes nam odhaja šolana delovna sila, včasih so pa nekvalificirani, pa kvalificirani delavci. In četrti sistem, ki je pravzaprav najbolj pomemben poleg tega zaslužka za nas, s katerim preživimo, je delovanje podsistemov. In tukaj jaz vidim glavni problem. Če imate vi državo 2 milijonov ljudi, to je recimo eno od 4 večjih predmestij Pariza, ali pa kakšnega drugega mesta. In tega niste zmožni obvladovati pri današnjih tehnologijah, pri današnji digitalizaciji. Če imate probleme na vseh podsistemih šolstva, zdravstva in tako naprej, je to v resnici velik problem, kako pomeni, da družba ne funkcionira. Se pravi, ko govorimo o teh stvarih, da so to različne stvari, ki pa tvorijo državo. Mi smo na vzhodu uspešni, Slovenija je mirna, lepa država, nemška veleposlanica mi je rekla, veste, koliko je bilo kandidatov iz Nemčije za to mesto, so rekel, ne vem, je rekla 50, vsak želi živeti v Sloveniji, ker je pač geografsko pozicionirana in ima nekaj mednarodne standarde in tako naprej. To samo po sebi ni problem.
problem je, da se mi sami ne znamo urediti življenja znotraj te države. Ker funkcija je država je, da na osnovi nekega dogovora funkcionira. Pri nas pa ne funkcionira in v tem je problem. Ne v tem, da imamo državo ali pa da nismo ponosni, da veliko se govori o ponosu. Jaz ne vem, zdaj ponosom biti na športnike, se je on dosegel to, če je Slovenc, ne, v redu. Skratka, zamešani so pojmi, na kaj je človek lahko ponosen. Ker je, ko pridejo kmetovi študenti in jih vprašam, na kaj so ponosni, recimo iz skandinavskih držav, rečejo, ja, veste, kakšno opor smo naredili, pa imamo največji most smo naredili zdaj med Norveško in Dansko in tako naprej. To je ponos, da je tvoja država na tem stvari, ali pa rečejo, ja, pa nas pa zdravstvo kar funkcionira, recimo mladi dobili stanovanje. In to so torej te različne kategorije, ki jih je smiselno nekako ločiti, da razumemo dosežke, pa tudi seveda nekatere precej slabe stvari. Absolutno, ampak to dejansko pomeni, da smo prišli do točke, kjer se vprašamo, ali smo vse skupaj zapravili zaradi političnega sistema, ki ga imamo. Ali potem res drži, kar je nekaj zgodovinarjev v preteklosti reklo, da je Jugoslavija prejšnja, mislim, kraljevina in socialistična najbolj delovala, ko je bila v diktature. Ja, in liberalizem je močna zadeva. In liberalizem je močna zadeva. Dobro, in liberalizem, mislim, da tisto, kar bi verjetno rabili prosvetljeni absolutizem, da se znebimo liberalizma in liberalizma. Moram reči, da sem te dne bil malček pod vtisom euforije, ki v Sloveniji vlada nad tem, kako je madžarski predsednik izgubil volitve. Resnici ne vem, na čem temelji ta euforija. Glejte, 3 leta nazaj, da vam pokažem, zakaj ne gledam enako na Madžarsko, kot je v slovenskem javnem narejeno. Tam vidimo, da je imel ta madžarski diktator zelo realistično zunanjo politiko, nemogočno notranjo politiko. Ta človek je 3 leta nazaj v intervjuju v Newsweeku povedal, da ne vidi več razloga za obstoj NATO. Ker je ta NATO ne ustreza več današnjim razmeram. Noben slovenski časopis te izjave ni prenesel. Slovaški poslanec v Evropskem parlamentu, ki je bil tudi iz njihove vladajoče stranke na Slovaškem, je v parlamentu postavil vprašanje, vsi govorite, da bomo Rusijo premagali. Ali se kdaj vprašate, kaj boste ljudem odgovorili, če ne bomo uspeli? Vprašanje sem najdel v zapisniku zasedanja, potem sem pa gledal naprej zapisnike, da ugotovim, ali je dobil kakršenkoli odgovor, magar zamudo. Ni ga dobil. Kaj to pomeni? To pomeni v bistvu, da smo v tem komunikacijskem smislu delež nazaj za nekdanjo Jugoslavijo. V nekdanji Jugoslaviji, pa to vam govorim zaradi tega, ker sem to na svoji koži čutil, ker sem po službenih dolžnosti delal. Samo uredno časopise brati, pa ne samo enega, praktično vse časopise jugoslovanskih centrov. Poslušajte, ti časopisi so neovirano pisali in prikazovali, karkoli se po svetu dogaja. Pustimo pol tisto zgodbo, ko je zadeva že tako delež šla, da je postalo predvsem vprašanje, kako to mašati, kar se v Jugoslaviji dogaja. Ampak pogled v svet smo imeli mnogo širši. In ta širši pogled v svet je mnogokrat omogočal tudi, da si domače zadeve gledal iz drugega zornega kota. Dokler nam to niso dejansko v drugi polovici 80-ih
fakultet zreducirali preprosto na odnos in vprašanje na nacionalno vprašanje. Takrat več ni bil razred pomemben, partija je razred pustila, partija je postala do konca nacionalna in to, da so nekdanje zveze komunistov postale nacionalistične stranke, jih je stalo tudi tega, da so izgubile oblast. Čeprav so to morali postati, če so hotele oblast še podaljševati. Poglejte, isti retrogradni procesi, kot jih opažamo v Sloveniji, potekajo na Hrvaškem. V čem je predsednik hrvaške vlade s HDZ-jem manjši diktator od madžarskega? Vsak mesec, najmanj enkrat na mesec, na zagrebškem televizijskem dnevniku poročajo o velikih akcijah njihove policije in tistega znamenitega Uskoka, ko zaprejo 20 ljudi in jih pred kamerami peljejo v preiskovalni zapor zaradi suma korupcije. Nikoli za to isto skupino ne poročajo, ali so prišli na sodišče in kako se na sodišču zadeva končala. Se pravi, igrajo farso za ljudstvo. Srbija. V čem je, recimo, srbski predsednik manjši diktator ali večji diktator od hrvaškega predsednika Plenkovića? Ni. Isti način vladanja. Ista, v bistvu, človek bi rekel, nazadnjaška radikalna stranka, ki deloma z eno nogo temelji na religiji, z drugo nogo pa na ukorenjenem nacionalizmu. A se pri nas kaj podobnega dogaja? Verjetno, čeprav morda v blažji obliki, kajti saj, če človek bere njihove časopise, ko piše v Sloveniji, dobi občutek, da bo cenil Slovenijo, kot jo mi sami cenimo. Ali bi nas počastili s kakšnim vprašanjem, da samo mi ne govorimo, pa da dobimo neko družbeno potrditev tega, kar smo povedali? Ta zadnji stavek je bil zelo optimističen. Ampak pred 2-3 tedne nazaj sem slišal po televiziji Gregorja Kuloviča povedati, da je v Sloveniji konsens samo okoli nuklearke. 2. Da bo to definitivno do leta 2040 prineslo do razpada te države in njenega nastanka. Da se bomo znašli v neki drugi državno-pravni ureditvi. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s to izjavo nekoga, ki je na nek način vseeno insajder? Pravzaprav ga nimam. Namreč povedamo, zakaj ga nimam. Ker jaz sem ta boj med zagovorniki nuklearne energije in drugih virov energije opazoval, ko sem vodil delo na dolgoročnem planu Slovenije. Ta boj ni od danes ali od leta 90. Ta boj, ali kako naj mu rečemo, ni bil ravno boj, ampak to tli med slovenskimi energetiki že po mojem, odkar je nuklearka bila zgrajena. In v posameznih obdobjih samo bolj udari navzven. Verjetno je zdaj udaril navzven zaradi tega, ker je z Golobovo vlado predsednik iz GEN-I-ja prišlo v vladne in poslanske strukture. Kar pomeni, da so delež prodrli. Takrat, v tistem času, ko se je dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 86 do leta 2000 delal, so zelo potihoma preko delegatov v takratni slovenski skupščini poskušali v bistvu s tem pritiskom nuklearnega lobija prodirati. Ampak pogledajte, leto 96, to je danes že več kot 40 let, to je nekaj generacij novih izbrave, je pa zelo zanimivo, kako se ta ideja ohranja. Verjetno bomo to res naredili, ampak veste, po mojem, nič manj razdiralno na Slovenijo ne bi delalo, če pustimo elektrarno v strani, če bi rešili na koncept pokrajine. Mislim, da je kolega
Lavenčič na enem od teh imel gor, je pisalo, da je država razpadla, ker je fiskalni sistem razpadl oziroma pobiranja davkov ni bilo. To ni čisto res, veste, da jugoslovanski zvezni proračun se financiral v glavnem iz carin in iz prispevkov republike. Kdaj je ratal proračun zelo velik politični problem, ko je šlo za financiranje armade? Kajti republike so za financiranje armade prispevale preko kotizacij. In brez republiškega soglasja kotizacija ni mogla biti sprejeta kot vir financiranja. Morajo biti konsens. Sistem je začel razpadati, ko so poskušali uvesti poseben 2% prometni davek izključno za namen financiranja jugoslovanske ljudske armade. To je, če gledamo iz državnega zornega kota, bil popolnoma smiseln ukrep, kajti morali so zagotoviti denar za funkcioniranje armade. V tem ni nobenega dvoma, drugače je bolje armado spustiti, kot jo imeti lačno pa bosih nog. Kaj bi se zgodilo, če bi v Sloveniji uvedli pokrajine? Morali bi se pogovoriti o tem, kako preurediti davčni sistem. Kaj prepustiti pokrajinam, kaj prepustiti centralni državi. Davčni sistem je pa vedno tisto, kar razstreli vsako skupnost. Če se napenja preveč v eno stran ali v drugo stran, je to dejansko notranji dinamit, ki skupnost lahko razvije. O občinah je bilo danes govora. V čem je razlika med nekdanjo socialistično občino pa današnjo občino? Nekdanja socialistična občina je bila razumljena kot tretji nivo države, kar je pomenila, da je imela tudi vse minimalne funkcije države, vključno s pripadajočimi davki. Kaj so pa danes v bistvu večina lokalnih skupnosti? Nič drugega kot reveži, ki nenehno prosijo in tulijo po državnem denarju. Se pravi, da so entitete, ki niso sposobne zagotavljati osnovnih funkcij, ki so jim dane. Res je pa, da jim država nalaga funkcije, ki jih objektivno tudi ne morejo sfinancirati. Ne vem, zakaj bi občina morala financirati vrtec ali del izobraževanja. To so vendarle funkcije, ki so, če smo sprejeli državo kot zdaj sodobno obliko politične skupnosti, nekaj, kar bi morala država. Zakaj so razlike in nezadovoljstva ljudi, ki so v teh občinah, ko vidijo, da nimajo enakega dostopa do storitev, ki bi morali biti enake vsem? Ja, sistem v prejšnji Jugoslaviji financiranja, ki je potekal preko samoupravnih interesnih skupnosti za te dejavnosti, je dejansko zagotavljal, da tisto, kar jim je pripadalo, so tudi dobili. S centralizacijo, ki je bila narejena že pred letom 1991, ko je pod ministrom Markom Krancem bila likvidirana cela ta delna struktura samoupravnih interesnih skupnosti. Pa da veste, ni bila likvidirana zaradi tega, ker ni funkcionirala. Bila je iz enega preprostega razloga ta struktura uničena, ker so ugotovili, da so vodstva teh struktur zahtevale še dalje več denarja za lastno funkcioniranje. Se pravi, obnašali so se tako kot današnji menedžerji. Za nas veljajo menedžerske pogodbe, za ostale bo pa kolektivna pogodba. Pri menedžerskih pogodbah omejitve ni, ker itak sedijo v nadzornih svetih, ki drugega nadzirajo, ker pomeni, da sami sebi reproducirajo delež iz tega, kar jim pripada. In problem Jugoslavije, ko pravijo, bila je prezadolžena. To je delno resnična formulacija. Jugoslavija kot skupnost je bila prezadolžena zunanje. Jugoslavija kot fiskalna skupnost pa sploh ni bila zadolžena, ker je zvezni proračun bil financiran vedno po principu klasičnem, liberalnem, angleškem, da morajo biti prihodki enaki odhodkom
Jugoslavije in republik nismo poznali fiskalnega dolga. Preučil sem zakonodajo slovensko-slovenskem proračunu od leta 1946 dalje. V vseh zakonih, ki so govorili o slovenskem proračunu, je bila izresna prepoved financiranja proračuna zadolževanja. Zadolževanje je bilo predvideno samo, če bi prišlo do katastrofalne naravne nesreče, če bi prišlo do izjemne potrebe po velikem infrastrukturnem projektu, izresno je pa bilo prepovedano, da bi se zadolževanje uporabljalo za financiranje državnih služb, administracije. In bila je notri še zahteva, da se v 3 letih, če pride do takega primanjkljaja, enega od tistih razlogov, da se v 3 letih ta primanjkljaj mora pokriti s presežnim. Se pravi, imeli smo fiskalno pravilo. Predno je Evropa začela o tem sanjati in to je funkcioniralo. Ampak veste, kdaj je to bilo odpravljeno? Leta 90. Spet pod ministrom Markom Krancem, ki se je imel za fiskalista in keynesiance in ki so bili prepričani, da primanjkljaj državnega proračuna mora prispevati gospodarski rasti. To je pa spet vprašanje Božjo s tem, kaj si majhna država sploh lahko privošči. Vsi izračuni, ki smo jih desetletja pri tem delali, so kazali, da vsak dodaten dinar javne potrošnje oziroma proračunskih izdatkov za Slovenijo pomeni, da se poveča uvoz. Se pravi, da ne deluje po pričakovanjih kot multiplikator domačega proizvoda, ampak deluje kot nekaj, kar domači proizvod se zmanjša in potegne k sebi uvoz. S tem hočem povedati tudi to, da se je v zasnovi nove države deloma pokazalo tudi neznanje različnih strok, ki so bile do komolcev upletene ne samo v izgradnjo pravnega reda, tega tipa, da so jo Nemce prepisovalo, kar je nekomu ustrezalo, tisto, kar ne, se pa ni prepisovalo. Tak zakon je bil tudi recimo zakon o gospodarskih družbah, ki so ga prepisali od Avstrijcev, Avstrijci so ga od Nemcev, ampak Nemci so v tem zakonu imeli izresno prepoved in izresno predpisan postopek, kaj se dogaja, če podjetje ne plačuje prispevkov za socialne zavarovanja svojih delavcev. To je tam bil kriminal. Pri nas so pa... Pri nas celo so iz zakona, ta del nemškega zakona, naš zakon niso prenesli. Kaj so s tem naredili? Dejansko so celo vrsto ljudi pustili brez plačanih prispevkov, ogrozili so pokojninsko blagajno, ki jo je potem proračun sicer krpal, ampak ti ljudje pa do svojih pravic nikoli več niso mogli priti. In to je ta zgodba, grda zgodba slovenske privatizacije, ki preprosto kaže, ne moreš družbe preoblikovati, ne da bi povzročil novih krivic. In zgodilo se je to, da vse stare krivice niso odpravljene in da je v starih krivicah nastalo celo nove krivice. In zdaj bomo še zadnjo stvar povedal v zvezi s slovensko privatizacijo. Jeffrey Sachs, vsi ste za njega slišali. On je izresno posvetoval denacionalizacijo in privatizacijo, kot je bila v Sloveniji narejena. Namreč zlasti iz argentinske veje krščanske demokracije je prišlo nekaj zares norih predlogov. In na enega od njih je Jeffrey Sachs na sestanku reagiral tako in rekel, vi meni trdite, da sem jaz upravičen dobiti delež v samopostrežni, v kateri vsako jutro kupujem kruh in mleko samo zaradi tega, ker sem njen kupec. Do te mere ste pripeljali idejo o privatizaciji in je tisti njegov model, ki so ga naši ekonomisti tako popljuvali, v bistvu bil bolj čist, kot je model, ki je nastal. Jaz sem opazil, da so med zgodovinarji zelo naklonjeni bili modelu, ki ga je predlagal Jože Mencinger in ta skupina. Pa poslušajte, ste se kdaj vprašali, zakaj je bil ta model predlagan? Ta model sem prepričan, da ne bi bil predlagan, če od zadaj ne bi bil Ekonomski inštitut pravne fakultete, to je Bajtov inštitut znamenit.
Kajti oni so se pri rastlinskem preoblikovanju oziroma tudi pri preoblikovanju univerze našli pred hudim izzivom, kot se danes reče. Ekonomski inštitut kot blagovna znamka je bil samo v intelektualnih krugovih, ampak ta je bil lociran v vili sredi Ljubljane. Ta vila sredi Ljubljane je imela strahotno tržno ceno. In njihov pogled na privatizacijo je bil povezan z željo, kako to vilo izločiti iz siceršnjega načina privatizacije, tiste delitvene, ampak prepustiti, da zaposleni, ki so v tej vili, to vilo dobijo. In trajalo je več kot 10 let, v bistvu, da so to vilo prodali in se končno poplačali in inštitut kot inštitut je preprosto danes ga ni več. Kdo je vilo kupil? Tista dva sokrožnika, ki sta z igrami, z aplikacijami za igre na telefonu postala med najbogatejšimi Slovenci. Pol vidite v bistvu, da je privatizacija dejansko nekaj, kar ne more biti neutralno sprejeto nikjer. Tisti, ki so zelo močni bili, da so sforsirali določeni model, so to delali zaradi interesa, ne pa zaradi blagove za narod. In to je ena od zgodb, v 90-ih letih so vsi nekako romantično v problemu privatizacije nastopali, vsi so sanjarali, kakšna naj bo lastniška struktura, naj bo ta lastniška struktura stabilna, zato da bo podjetje stabilno delovalo, ne sploh ni šlo za to. V stvarnosti je šlo samo za to, kako dobiti nekaj, kar se bo čim prej v določenem času lahko spremenilo v finančno obliko premoženja. Ja, ampak ali bo razpadla Slovenija, propadla Slovenija zaradi nuklearke, pa še več. Ja, ne bo razpadla. Po mojem ne bo razpadla. Mislim, izjava je zanimiva, ampak argumentov pa... Če gledamo socialno patopsihološko možnost, da je. Ja, če bo davko uveden, tako kazajeda, poče boja. Torej, končali smo. Jaz se najprej zahvaljujem, da ste bomo direktno dodali besede. Ne, spračujem samo. O tem je že bilo velikokrat govora, zdaj o tem, kje so glavne razloge, da smo danes, kjer smo. Od samega pristopa, recimo tega, ki si ga Slovenija lahko, glede na okoliščine, pa izhodišče privoščila, tega gradualističnega pristopa, poslovnosti, pragmatičnosti in tako naprej. Seveda, zdaj, kje so glavne razloge? Kaj bi lahko vplivalo pa pripomoglo, da bi danes bili v neki drugi situaciji, da bi imeli neko drugo strukturo na področju rezultata na področju privatizacije, kakokoli. Se mi zdi, da recimo vseh teh prelomih 18, pa po drugi vojni, pa leta 19, pa še danes, tista neka temeljna vprašanja na ravni družbe ostajajo enaka, ali pa se ukvarjamo z ena in istimi težavami. Recimo eden je regionalni razvoj pa regionalne razlike. V Sloveniji seveda od osamosvojitve do danes tega nismo uspeli urediti. Osrednja Slovenska vse po tem BDP-ju po prebivalcev močno izstopa, čeprav tu ravno vidite, neto razpoložljivi dohodek na prebivalca pa je najvišji v Koroški regiji. Zakaj je tudi jasno, Zato, ker večina Korošcev, tako kot smo mi, hodi na delo seveda v Avstrijo in izven naše države, če govorimo neto dohodek. Druga zadeva je recimo samooskrba, energetska samozadostnost, kar je Boris prej vprašal. Prej na enem letaku je tudi ta zgodba v Velenju, ker že čas ostane Kavčiča, razmišljajo enem podobnem primeru. V Sloveniji smo imeli zgodbo Teša, v 60-ih je bil ta Energo. Tako, in so ga potem, ko so videli, kam zadeva pelje, potem enostavno zaustavili. Drugo je ta politična kohezija in tako naprej. Skratka, neka področja, vprašanja se pravzaprav ponavljajo oziroma se z njimi vedno vse skozi soočamo.
Kaj vprašanje mogoče za dr. Boraka? No? A zakaj se ponavlja? Ne to, ne. Kje je dejansko glavna težava? Kje so glavne razloge? Je to politika? Kar se tiče družbene razkrojenosti, razdobljenosti, da se bomo počasi začeli med sabo prepirati, kdo je kje, pa to je jasno, kje je odgovornost. Ampak na tem gospodarskem področju, prej sem povedal, da so, kar se tiče neke prodaje podjetij pa finančnega sektorja, da so bili pritiski tudi od zunaj in tako naprej. Kaj bi recimo, pa na kak način, kje so glavne razloge, da recimo, da bi lahko naša zgodba danes bila nekoliko drugačna, pa še boljša. O drugi Švici je bilo govora, vemo, da je bila nič drugega kot politična floskula, ki z realnostjo ni imela kaj dosti veze, pa vseeno. Po drugi strani je bilo ena prevladujoči test gospodarskih kolaps, kar se tudi ni zgodilo, ampak kje recimo so bili ti glavni vzroki, kaj bi lahko naredili drugače, da bi danes vseeno ta razlika, ena izhodišča, ki smo ga imeli, da bi recimo Slovenija ohranila, napram Čehom, ostalim. Pustimo zdaj bivši jugoslovanski prostor, tam tudi zgodba, pravzaprav po mojem mnenju zelo težko primerljiva, tudi privatizacija je tam potekala še, ali pa so rezultati tam še veliko slabšega pri nas, ali kakorkoli. Generalno gledano, kaj bi lahko naredili, da bi pa recimo še vedno bili napram Čehom, da ne bi na iste ravne, kar se tiče ene zadeve, ampak pred njimi. Najprej bi Čehov povedal, veste, jaz imam eno svojo misel. Mi smo se čutili že v Jugoslaviji superiorni na Čehi, pa ne vem zakaj. Jaz imam eno svojo razlago, pa jo nisem nikoli preizkušal ali drugim govoril. Mi smo imeli eno obliko jugoslovanskega nacionalizma v odnosu do drugih. Počutili smo se, da smo boljši od Poljakov, Čehov, Mađarov. To je dejstvo. Spomnimo se samo, kako smo gledali na Škode, ko so drveli po jadranski magistrali na morje. Imeli smo prisvojen nam je bil neki občutek, da smo boljši. Recimo, da je to bila posledica jugoslovanske politike, da nam dviga samozavest. Zdaj, če bi pa imel odgovor na to vprašanje, ne bi sedel tukaj. Resnično, bi šel v politiko. Če bi imel odgovor pri sebi razjasnjen na to vprašanje, bi šel v politiko, ker to bi bila edina pot, da poskušam svojim prepričanjem vplivati tudi na druge. Dejstvo je pa naslednja stvar. Katera država danes v Evropski uniji je pravzaprav res samostojna? Po kakšnih merilih se samostojnost lahko definira? Mislim, v tem smislu, da sama odloča vsem, kar je. Poglejte, recimo Nemčijo. Nemčija je vprašanje, če je samostojna, ker če bi bila toliko samostojna, ne bi Evropske komisije uporabljala za interese svojega gospodarskega modela. Vsi pravijo, da je nemški gospodarski model izpet. Ko je njihov finančni minister Schäuble celi Evropi nastavil na gobčnik v obliki fiskalnega pravila, so edino Američani govorili, Nemci, vi ste nori. Vi ne morete Evropi to delati, vi morate preprosto povečati svoj uvoz. Na ta način boste najbolje pomagali tudi Grkom. Ampak oni so trajbali, smo izvozni in gradimo model na izvozne gospodarstvo v trenutku, ko se je kazalo, da je potrebno model spreminjati. Kaj se dogaja s Francijo? Ima nekaj izrazitih špic v svoji gospodarski strukturi, ampak v bistvu francosko gospodarstvo zaostaja. Kaj se dogaja v Italiji? Ali se je obnovila? Ni se obnovila. V bistvu vse te države zdaj s pomočjo Evropske unije in Evropske komisije iščejo odgovor na prihodnost. Poglejte, pravijo, nimamo evropskih plačilnih kartic. Ko sem prvič to slišal, da so iz Evropske centralne banke začeli govoriti, da morajo narediti sistem evropskih plačilnih kartic, da ne bodo odvisni od ameriške vize. Poslušajte, ameriška viza je privatna.
To je subjekt popolnoma privatnega prava, ki je nastal na podlagi privatnega interesa. In se si postavi vprašanje, zakaj evropske banke nimajo interesa, da združijo denar in naredijo sistem, ki bo pariral viziji. Zakaj mora Evropska centralna banka pritiskati, da se ta sistem naredi? To je v principu potem kar recimo temu državna organizacija plačilnega sistema. Ko je izbila gospodarska kriza, so se v Evropi silno prizadevali, da bi ustanovili evropske bonitetne družbe, ker so ocenili, da so odvisni od 3 ameriških bonitetnih družb, ki so vse prispevali k veliki finančni krizi. Ampak od besed k dejanjem ni bilo nobenega prehoda. Kar pomeni, da tudi privatni interes očitno v Evropi ni odgovor na vsa vprašanja. Nobeno evropsko tehnološko podjetje ne parira srednje pomembnemu ameriškemu tehnološkemu podjetju. Ali obstaja odgovor, zakaj ne? Kaj naredi, da bi se to zgodilo? Evropa pravzaprav postaja, kako jo jaz vidim, kolonija idej in tehnologij, ki nastajajo v Ameriki. To pomeni, da evropski kapitalizem dobiva tudi eno drugo podobo, ki pa ni podoba kapitalističnega reda kot promotorja gospodarske rasti, pustimo razvoj ob strani. Hočem povedati, ni problem samo pri nas, da mi ne znamo najti odgovora. Mislim, da je ta problem zdaj postal dejansko splošno evropski problem. Zakaj pa do njega prišlo? Zakaj ob takem intelektu, ki obstaja na tem kontinentu, pa ne nazadnje tudi pri nas, ni možnosti, da bi se do ustreznega dogovora prišlo, pa ne znam povedati. Ko sem prvi del razprave poslušal, mi nenehno hodilo naslednje vprašanje. Kaj je demokracija? V čem se demokracija razlikuje od horde? Ko so ljudje živeli v hordi, je ravno tako bilo treba poskrbeti, da nekdo pride na čelo, da hordo vodi. V čem se razlikuje horda od demokracije? Zdaj samo v tem, da smo pripeljali sistem volitev. Ampak ta sistem volitev ima eno napako. Če je v hordi zmagal najmočnejši, fizično najglasnejši, je demokracija pripeljala do tega, da je izvrgla na vladajoče pozicije pravzaprav navadne podpoprečneže. Zakaj pametni ljudje bežijo stran? Jaz z vsem svojim znanjem, ki ga premorem, pa interesom, ko berem druge stvari, odgovora na to vprašanje ne najdem. En del smo v bistvu identificirali skozi volilni sistem. To je volilni sistem produkcije izrazito negativne selekcije. Ampak veste, tudi v gospodarstvu poteka isti sistem negativne selekcije. Ker ta ekipa menedžerska in povezava menedžmenta z upravljanjem v večini gospodarstva funkcionira na enak način. Na koncu vsi tudijo, država pride na pomoč. Samo pri leku tega ne slišati. Pri vseh drugih sistemih pa stalno vidimo klic po pomoči države. Ampak zdaj je prišla na ta mesta že generacija, ki ni imela nič socializmov, ki se je izobrazila in delovno izkušnjo dobivala v sistemu, ki ni bil socialističen. Vi ste prej omenili, da je največ prevzemov bilo narejenih leta 2007. Jaz sem bil takrat direktor, ki je podpisal dokumente za vse te prevzeme. Veste, v Sloveniji je popolnoma napačna percepcija prevzemov bila lansirana skozi politiko, ki je te prevzeme tudi zakonodajno sprejela. Najlažje, da vam predstavim, kaj je vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev pri prevzemu, je zelo podobna pridobitvi vozniškega dovoljenja. Kaj morate narediti, da dobite dovoljenje za vožnjo?
vam smejo prepovedati pridobitev dovoljenja? Smejo, samo če ne izpolnjujete enega od predpisanih pogojev, da niste naredili izpita, da niste opravili tečaja prve pomoči in da niste opravili tečaja cestno-prometnih predpisov. Ali vam uradnik na upravni enoti, ko prijete s temi dokazili, sme zavrniti izdajo dovoljenja? Ne sme. Isto je pri prevzemih. Zakonodaja o prevzemih ni bila namenjena temu, da se prevzemi preprečijo, ampak da se odvijajo po predpisanem postopku, kar je preprosto pomenilo, vsak, ki je hotel biti prevzemnik, je moral na ustrezni organ prinesti vse pripadajoče listine in je na podlagi tega lahko dobil dovoljenje. Zakaj je bilo leta 2007 največ prevzemov? Kdo je takrat vladal? Kdo je vladal? Katera vse? Janez Janša. Kaj se takrat dogajalo? Takrat je bilo izrazito sekanje glav eni generaciji direktorjev. Kaj se je naprej zgodilo? Bili smo že v Evropski uniji in postali smo tudi del evra. To pomeni, da se je bančni denar pocenil. In zdaj iz strahu pred nadaljnimi posegi politike, takrat v obliki Janeza Janše, verjetno bi podobno bilo tudi, če bi kdo drugi bil, je menedžerska elita izkoristila poceni kredite, strah pred političnim umešavanjem v prevzeme podjetij in so dejansko začeli vlagati zahteve. Ampak takrat se je še ena stvar zgodila. Namreč zakon je zahteval, da do konca leta 2007 morajo, zlasti tam, kjer so bili na meji, če se spomnite tistega obdobja, je bila v ena beseda parkirališča. Se spomnite te besede? Ko so podjetja in menedžerji parkirali delnice pri prijateljih, zato da se ni videlo, kdo je dejansko lastnik po zapisu v kliničko-depotni družbi in so čakali ugodni trenutek samo, ki bi bil ugoden za to, da razkrijejo de facto pravno lastništvo. Takrat jih je zakon prisilil ali da to naredijo, ali pa bi jim bile odvzete vse pravice. Se pravi, tri stvari so se zlile v eni sami, kot posledica enega zakona, kot posledica vstopa v Evropsko unijo in priliva tekočega denarja in pred strahu, pred vmešavanjem politike v prihodnost podjetij. Se pravi, ni šlo za nobeno zlo, za nobeno zaroto, preprosto so se tri situacije združile v enem rezultatu. Jaz predlagam, da vem, da še je veliko tem, pa vsega lahko bi še nadaljevali. Jaz moram v prvi vrsti vam čestitati, da ste uspeli, da ste vztrajali. Če sklenem, seveda, kar je bilo nekako jasno, ali pa podčrto, Slovenija ima izzive, Evropska unija ima izzive, svet ima izzive. Upamo na najboljše ali kakorkoli. Jaz se zahvaljujem dr. Boraku, dr. Repetu, hvala vam še enkrat. Do naslednje priložnosti, hvala, srečno in lep dan.